Popisovanje gradiva z direktnim odčitavanjem izvedemo s čitalnikom za izposojo, pri čemer se očitki zapisujejo neposredno inventurno okolje. Pogoj za uporabo tega postopka je stabilna povezava z internetom. Če imate na razpolago brezžični čitalnik za izposojo, lahko uporabite tudi tega. Postopek direktnega odčitavanja vam bom pokazala na računalniku. Pri prijavi v Kobi Slip na mobilni napravi je postopek identičen, le da je prikaz prilagojen mobilni napravi. Na računalniku ali mobilni napravi nastavimo ustrezno jakost zvoka, saj je postopek podprt tudi z zvočnimi signali. V segmentu Zaloga v vsebinskem sklopu Podatki o inventuri izberemo postopek Naloži zadnjo inventuro. Nato za njo izberemo postopek Direktno odčitaj in zapiši očitke. Preden začnemo odčitavati gradivo, preverimo filtre odčitkov. Glede na nastavitve posamezne knjižnice so že vpisane privzete vrednosti pri dogovorjena dolžina inventarne številke, dogovorjena dolžina številke za izposojo in največja dovoljena dolžina inventarne številke. Če želimo med odčitavanjem izločiti gradivo, za katero želimo, da se ne uvrsti med očitke, označimo upoštevaj status quo, upošteva obseg inventure, ključe upošteva urejanje ali upošteva izposojeno. Če označimo upošteva status quo, se med očitke ne bo evidentiralo gradivo s statusom desiderat, naročeno, odpisano, reklamirano, ni prejeto, razprodano ali poslano v zameno. Če označimo upošteva obseg inventure, se med očitke ne bo uvrstilo odčitano gradivo, ki ne spada v obseg inventure. Če označimo upošteva izposojeno, se med odčitano gradivo ne uvrsti gradivo, za katerega je kreiran očitek s trenutnim statusom v inventuri izposojen in ki je ob začetku inventure v izposoji imelo določen status izposojeno na dom, izposojeno v čitalnico, izposojeno po medknjižnični izposoji, zadržano, izgubljeno, v kroženju, rezervirano v čitalnici, čaka na polici, rezervacija. Ključi upoštevaj urejanje označimo, če želimo pospraviti knjižnico. Med očitke se ne bo uvrstilo odčitano gradivo, ki ne ustreza nastavitvam v tem oknu urejanje glede na postavitev gradiva. In sicer, med podatki o zalogi odčitanega gradiva je drugačna podlokacija kot pri ureja po podlokaciji. Med podatki o zalogi odčitanega gradiva je drugačen indikator postavitve kot pri ureja po indikatorju postavitve. Med podatki o zalogi odčitanega gradiva je drugačen format kot pri ureja po elementu df. Med podatki o zalogi odčitanega gradiva je drugačen UDK prostega pristopa kot pri ureja po elementu du. Med podatki o zalogi odčitanega gradiva je drugačna interna oznaka kot pri ureja po elementu di. Če na primer odčitavate gradivo z UDK prostega pristopa v signaturi 004.4 in želite izločiti gradivo, ki med podatki o zalogi v elementu du nima vnesene te vrednosti, pri ureja po elementu du iz šifranta izberete vrednost 004.4, ga dodate in shranite. Izbor potrdimo z vredo. Sedaj lahko začnemo odčitavati gradivo. Z miško kliknemo v okno INCN in odčitamo nalepko s črtno kodo. Ker očitek ustreza nastavljenemu filtru, se po potrditvenem zvoku v obeh oknih izpiše odčitana inventarna številka ali odčitana številka za izposojo, ki se ustrezno evidentira med odčitki aktivne inventure. Če odčitana inventarna številka ali odčitana številka za izposojo odstopata od nastavljenega filtra, se po opozorilnem zvočnem obvestilu v zgornjem oknu izpišeta sporočilo, da nastavljen filter ni ustrezen in vzrok neustreznosti. Če odčitamo gradivo, za katero smo označili posamičen filter za urejanje, se po zvočnem obvestilu v spodnjem oknu izpiše opozorilo.
Barva izpisa je odvisna od izbranega filtra. Opozorilo se izpiše z rdečo, če smo označili upoštevaj status quo ali upoštevaj obseg inventure. Z modro, če smo označili vključi upoštevaj urejanje. Z oranžno, če smo označili upoštevaj izposojeno. Ko smo zaključili z odčitavanjem, okno zapremo s klikom na gumb Zapri. Ko bomo nadaljevali z izvedbo inventure, naložimo zadnjo inventuro. Izberemo postopek direktno odčitaj in zapiši odčitke. Preverimo nastavljene posamične filtre za urejanje ter nadaljujemo z odčitavanjem.